Energetski koncept je razmišljanje o tem, na kakšen način lahko učinkovito izkoristimo energijo. Pri gradnjih objektov to pomeni, kako bomo čim bolj zmanjšali izvore energije in čim bolj povečali varčevanje energije. To je zelo pomemben detajl. In seveda sami inštalaterji, projektanti tega ne moramo narediti, če nimamo tukaj enega sodelovanja z arhitekti, z investitorjem, ki to razume seveda in skupaj v enem tvornem sodelovanju lahko pripeljemo do enega takšnega koncepta, kjer dejansko ugotovimo, da so potem sami izvori energije za to, da en objekt normalno funkcionira in deluje in da se ljudje seveda normalno in čudovito v njem počutimo potrebni minimalni. Športna dvorana Osijek. Ravno tu je bil ta primer, kjer se je doseglo to sodelovanje arhitekta in inštalaterjev, tudi elektroprojektantov, strojnih projektantov in objekt, ki se je gradil za svetovno prvenstvo v rokometu leta 2009, tako da je še toliko bolj bilo pomembno, na kakšen način se bo vse skupaj zasnovalo in je, mislim, da potem, ko je zadeva stekla in ko se je objekt sedaj po 2 letih, lahko rečemo, da je dosegel to, na kar smo takrat tudi razmišljali, ko je bilo v fazi snovanja. Vkomponirale so se energetsko racionalne prezračevalne naprave z dvostopenjsko rekuperacijo, z visokimi učinki vračanja energije, torej 80% in več, z vključenimi obnovljivimi viri energije. Hkrati zatem se je potem že pokazalo, da bodo potrebe v primerjavi z nekimi klasičnimi rešitvami, predvsem za prezračevanje minimalne, majhne in se temu začelo prilagajati potem tudi razmišljanje v smislu ostalih inštalacij. Torej, talno ogrevanje kot nizkotemperaturni režim ogrevanja vključeno. Gradbena fizika se je seveda ustrezno temu tudi že snovala, da so se res te potrebe zminimizirale in lahko rečemo, da je bilo kar veliko presenečenje, ko so se pokazale končne številke v smislu priključnih moči tako za toplovod iz toplarne, za toplarno Osijek, kakor tudi za porabo električne energije. Vsi so bili presenečeni, kako minimalne vrednosti so prišle za to, da so se seveda potem normalno dosegali učinkovite parametri oziroma dobri parametri v vodi v prostoru. Zelo pomembno pri športni dvorani Osijek je tudi ta avtomatika in regulacija celotnega objekta. Dejansko je tam vse medsebojno 100% kompatibilno. Pomeni, da je tudi avtomatika razsvetljave, priprave ali razdelitve tople vode oziroma energenta, razdelitve hladilne vode kot takšne, vse rešeno z enakimi enotami, z enakimi procesorji, kot je to prezračevanje, klimatizacija. Se pravi, celoviti objekt funkcionira na enovit sistem. To pa pomeni, da je potem komunikacija med vsemi temi posameznimi podkomponentami nemotena in na ta način seveda tudi dovolj enostavna za vzdrževalce, za uporabnike, hkrati pa omogoča poenostavitev tudi sami delovnih algoritmov nad samim procesom. Lažja kontrola, lažji nadzor, lažje ugotavljanje morebitnih motenj. Se pravi, to se mi zdi, da je pomembno o tem tudi razmišljati v vseh teh modernih objektih, da se čim bolj instalacije in objekt kot takšen za življenje spravi na neki skupni imenovalec. Ima majhne začetne stroške energetskih priključkov, priključnin, ima učinkovite rešitve in v eksploatacijskem času, bi rekel, minimalno porabo energije, kar se zelo hitro pokaže, tudi v primeru, ko mora nekaj več investirati zaradi dobre tehnologije, ki ima v objektu vgrajene, je potem v bistvu ravno zaradi tega, ker so stroški rabe energije tako zminimizirani, je potem dejansko za investitorja to en velik dobiček. Za vzdrževalce takšnih naprav in takšnih sistemov je prednost ta, da so to enovite rešitve. Namreč težko je doseči dobre, učinkovite rešitve, če imamo ogromno različnih
tehnologij vgrajenih v objektov. Vedno je treba stremeti k temu, da so tehnologije čim bolj enovite, čim bolj enotne, vse to skupaj zavezati, kot temu rečemo, za eno inteligentno regulacijo, avtomatiko, z algoritmom, kako bo ta objekt deloval, in potem seveda za vzdrževalca to pomeni tudi enostavno strokovanje za tem. Za nas ljudi je seveda ključna prednost, da se prijetno počutimo v enem takšnem objektu. Dočim za samo okolje je pa to seveda, da so emisije škodljivih snovi v okolje neprimerno manjše kot pri klasičnih rešitvah, ki so še danes seveda dopustne, za Puresom se to vedno bolj manjša. In en občutek, dober občutek, da delamo tudi nekaj za to okolje, v katerem živimo. Je nekoč ene takšne simbioze in sodelovanja celotne skupine projektantov ni bilo. Takrat je to bilo bolj predvsem stihijsko delo, arhitekti za sebe, električari za sebe, strojniki za sebe, investitorji nekaj naročil, mogoče se sam ni vedel točno kaj. In seveda takrat nismo ni mogli priti do nekih učinkovitih rešitev. Energetskih konceptov takrat ni bilo, niso se poznali. Faktor rezerve je bil zelo velik, že samo, če gledamo, kako so se kotlovnice dimenzionirale. Danes, ko pogledamo stare kotlovnice za ene objekte, vidimo, da bi lahko tiste kotlovnice brez problema prepolovili, v bistvu v smislu priključne moči, pa bi še vedno normalno objekt funkcioniral. Se pravi, nekoč so bile rešitve zelo predimenzionirane in seveda iz tega so bili tudi stroški obratovanja takšnih objektov enormni. Danes se kaže, ko se gledajo ti objekti, še mogoče obstajajo in so v funkciji na področju bivše Jugoslavije, da pravzaprav imajo velike probleme z rabo energije, z uporabo osnovnih izvorov in dostikrat ti objekti tudi stojijo, ne živijo zaradi tega, ker nimajo stroškov za to, da bi dejansko plačevali za njihovo normalno funkcioniranje. Naj dobro premisli, kaj želi imeti in kaj misli narediti v objektu in zakaj ga misli porabiti. Naj ne prenaša odgovornosti za to, kako bo živel in kako bo funkcioniral v tem objektu, kaj bo delal v tem objektu na arhitekte in na projektante. Oziroma, če že, potem naj z njimi tvorno sodeluje. Naj bo to en tim, v katerem se bo spletlo eno zaupanje in ki bo vsi skupaj naredili en čudovit objekt za njega. Vendar investitor res, ko se spusti v to, naj dobro se prepriča, dobro preveri, kaj želi na koncu imeti in dobiti. Čim več vgradnje obnovljivih virov energije, uporabe obnovljivih virov energije v prezračevanju in klimatizaciji. Energa že ima vkomponirane te sisteme obnovljivih virov energije kot indirektno hlapilno hlajenje. Uporaba sončne energije za primere sušenja zraka, kot takšnega z učinkom absorpcije, absorpcijski sistemi. V glavnem, v prihodnosti je za pričakovati eno povezavo procesov v naravi, v tehnologijo. Mislim, da je to tisto, kar se bo čim bolj, v kaj se bo čim bolj osredotočilo vso to znanje. Ker procesi v naravi so čudoviti. Težko jih je sicer spraviti in ukalupiti v neko škatlo, v neko hišje, vendar se da. Rešitve to dokazujejo.